Torej, prevozna revščina je pojav, ko posameznik nima prevoza do zanj ključnih storitev ali dejavnosti ali pa si tega prevoza ne more privoščiti. V praksi to pomeni, da je prevozno reven tisti, ki nima na razpolago osebnega vozila, hkrati pa živi v nekem kraju, kjer ni na voljo primernega javnega prevoza. Mi smo potem analizirali, bi rekel, podrobno najprej omrežje javnega prevoza in sicer dostopnost do javnega prevoza, kjer smo to delali na ravni posameznih hišnih številk, da smo dejansko ugotovili, v katerih slovenskih pokrajinah je največji delež tistih, ki javnega prevoza nimajo. Torej, to je bil en prostorski vidik naših analiz. Drug je bil pa socialni vidik, torej, da smo naredili intervjuje s predstavniki različnih socialnih skupin, ki jih prevozna revščina najbolj prizadeva, tako da smo kombinirali oba dva vidika. Torej, prevozna revščina se lahko poveča, bi rekel, v povezavi z evropskimi politikami zelenega prehoda, katerih posledica bo povečanje cene energentov in posledično cene prevozov. In prav zaradi tega je bil v Evropi ustanovljen tako imenovani Evropski socialni sklad za podnebje, ki naj bi reševal problematiko teh najrevnejših, ki so prevozno revni. No in seveda vsaka država mora pripraviti za to določene ukrepe, ki jih bo z denarjem tega sklada pripravila, da bo blažila prevozno revščino. In zaradi tega so tudi slovenska pristojna ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter naravne vire in prostor predlagala ciljni raziskovalni projekt, na katerega smo se prijavili in katerega rezultati so tudi predstavljeni v tej publikaciji. In naša končna naloga je bila, da potem na podlagi tudi vseh analiz, ki smo jih predhodno naredili, pripravimo tudi predloge ukrepov za blaženje prevozne revščine in na podlagi, zdaj bi rekel, teh naših predlogov sedaj potem tudi ministrstva pripravljajo ukrepe, kateri bodo plačani pol iz tega Evropskega socialnega sklada. Hvala lepa.